Lepo pozdravljeni. Rada bi vas povabila na komunikacijski trening za hujšanje. Torej, ne glede na to, ali se boste lotili posta, diete ali pa nič od tega, prihaja pomlad in dobro se je zazreti vase in nekaj narediti za boljše počutje, za razstropitev telesa in duha. Če pa ste bili doslej pri različnih poskusih z dietami neuspešni, potem pa je ta delavnica, ki bo potekala v mesecu marcu, vsak torek zvečer 19. do 21. ure in še 5 ur individualno, pisana vam na kožo. Vsebini, vložku, pogoji sodelovanja imate napisano nekaj več v uvodu k videu in tudi prijavnico, prav tako povezavo na spletno stran. Jaz bom pa danes delila z vami svojo izkušnjo po post, torej ko se post konča ali pa dieta, kako naprej, zagotovo ne po starem. Že naši predniki so vedeli, da je treba jesti ravno prav. Kaj to pomeni? Preprosto to, da se zdravo hrani tisti, ki dovajanje energije prilagodi porabi energije, oziroma če jem premalo, potem telo sega po rezervah, če pa preveč, se začnejo nabirati maščobne blazinice. Ni življenja brez hrane in tekočine, kaj ne? Post nam pomaga, da vnovič ozavestimo, kaj od hrane nam prija, ne le po okusu in razvajanju naših brbončic, temveč tudi delovanju naših organov in splošnem počutju telesa. Gre za zavedanje, ki nima nič skupnega s tistim, da se najemo do sitega, tako da nam je težko vstati od mize. Ampak se ne glede na spol morda spomnimo na stari napotek damam. Vedno je treba vse malo pustiti na krožniku, ne vsega postrgati z njega. Ali pa, kot sem storila sama, nabaviti svoj pribor skodelic, ki so hkrati tudi tista zdrava mera, ki se jo držimo. Pomembno se je vnovič spomniti na to, kako čudovite kombinacije lahko napravimo iz različnih živil, ki so lahko poceni, z domače njive ali od bližnjega pridelovalca hrane, in kombinacije najrazličnejših sestavin živil, s katerimi v telo vnašamo prepotrebne vitamine, minerale, beljakovine, zdrave maščobe in čim bolj zdravi del ogljikovih hidratov. Vse to lahko po koncu posta postane naša nova prijetna strast. In damo torej svojemu telesu najboljšo možno kombinacijo in se v svoji koži spet počutimo enostavno fajn. 6. poglavje moje knjige Razstrupi se, 21-dnevni post, prisluhni si, kot svojevrstno vabilo, da se mi pridružite v marčevski delavnici komunikacijski trening za hujšanje, kajti z pogovorom samim seboj se dejansko vse začne in pogovoriti se moramo tudi ob koncu diete, ob koncu posta. Zame je bil post pot, na kateri sem dobila nekaj odgovorov, kako naprej. Maščobe in ogljikovi hidrati so za naše telo predvsem vir energije, medtem ko so beljakovine nujno gradivo. Slednjih ne moremo zamenjati, zato sem se usmerila k temu, da bom pri vnosu vseh naredila malo več reda. Še naprej si bom privoščila veliko zelenjave, v prehrani bom zadržala tudi različno sadje, fruktoza, ampak ne več na tešče. Prisluhnila bom Riki za raj in bom, tako kot nekoč, košček sadja počasi pojedla pred glavnim obrokom. Odpovedujem se kupljenim sladicam in različnim sladkorčkom, s katerimi si ponavadi izboljšamo razpoloženje, z izgovorom rabim nekaj sladkega, s katerim si potem dvignemo občutek, da smo si dvignili energijo, naredimo pa zmedo v ravni našega sladkorja v telesu, ali povedano drugače, hrano z visokim glikemičnim indeksom in tako imenovano belo smrt, moko, sladkor, sol, sem vsaj za nekaj časa tudi po postu povsem izločila iz jedilnika. Tudi jaz sem se očitno znašla na tisti stranpoti, ko se lahko vnos prevelikih količin, predvsem napačno izbranih ogljikovih hidratov, pretvori v maščobe in odlaga okoli notranjih organov. Zamaščenost okoli trebuha mi je bila že moteča. Stanja morebitne zamaščenosti srca ali jeter z medicinskega vidika v času epidemije nisem preverjala. Tisti del ogljikovih hidratov, ki organizmu dovajajo potrebno energijo, torej za minimalne miselne procese,
jo seveda potrebujejo tudi naši možgani, pa bom po postu, torej to že počnem, nadomeščala s približevanjem načelom ketonske diete oziroma vnosu zdravih maščob. Ki sem jih bolj prebujena ozavestila med postom, bom ohranjala, se sprašujem v knjigi in danes potrjujem, da to tudi ohranjam. Gibanje in razgibavanje telesa ter čiščenje duha so na prvem mestu. Prepoznavanje in razločevanje občutkov želje in lakote. Prisluhnila bom notranjemu glasu telesa oziroma vprašanju, kaj bi mi prijalo danes. Verjemite, po 21 dneh posta sem v 4 tednih le enkrat pomislila na nekaj iz prepovedane zaloge hrane. To so bili smoki in odločila sem se, da si jih pest natrosim svojo skodelico, počasi prežvečim vsakega posebej in željo sem potešila. V tistem dnevu sem popila še kakšen kozarec vode in čaja več, brez slabe vesti. In ker zdaj po več kot 20 letih spet živim po načelu prekinitvenega posta, 8 ur prehranjevanja, se naslednji dan, kar se tiče teže, ni zgodilo prav nič ob jutranjem tehtanju. Drugih skomin za zdaj nisem zaznala. In kako bom ravnala? Enako kot pri omenjenih smokih, kajti prepovedi ubijajo tudi našega duha. Saj veste, tisto, česar ne smeš, je najbolj vabljivo. Lagala bi torej, če bi zapisala, da v življenju nikoli več ne bom pojedla zapečene žemljice s posebno salamo, kumarico in koščkom sira. Če bom začutila potrebo, potem si bom to kdaj tudi privoščila. In morda se bom naslednji dan odločila samo za 24-urni vodni post. Kaj želim s tem povedati? Spremembo sistema prehranjevanja moramo sprejeti tako, da ne postanemo spet sužnji novih navad. Enostavno moramo na tej svoji poti uživati. In jaz uživam. Z užitkom si zjutraj naredim topel napitek na osnovi limone, pobrskam po krepčilni kombinaciji vseh 4 živil za energetsko močan dopoldanski obrok. Na silvestrovo si bom zagotovo nazdravila s kozarcem šampanjca, za sinov rojstni dan privoščila tudi košček tortice, potem pa nazaj na svojo pot. In v tem se mi zdi vsa umetnost življenja uravnoteženega in zdravega prehranjevanja glede na metabolizem in zdravstveno stanje vsakega posameznika. Naj v vabilu, da se mi pridružite na komunikacijskem treningu za hujšanje in torej najprej v svoji glavi naravnate frekvence, ko se boste lotili kakšne diete ali morda posta ali si morda zaželeli samo kratko kuro razstrupljanja črevesja s kakšnim 5-dnevnim vodnim postom. Moj opomnik je takole: ne uživajte živil, ki povzročajo debelost. Glede na tvojo konstitucijo in metabolizem, nagnjenost k določenim vrstam živil in znane parametre, kot je na primer glikemični indeks. Prilagodite število in obseg obrokov svoji življenjski poslovni dinamiki. Če odideš od doma ob 6 uri zjutraj, potem pač ne boš zajtrkoval med 9 in 10, ampak prej. Samo ukvarjanje s športom ni dovolj. Potrebno je izbrati tudi način vadbe za ohranjanje ravnotežja in energije svojih notranjih organov. Raztezanje, sproščanje, gibčnost. Jaz priporočam vibracijsko palico in notranje vaje. Pretolmačite si zahtevo po telovadbi ali gibanju tako, da ustreza vam. Nekdo bo tekel, drugi plaval, tretji samo hodil. Vse je dovoljeno, le da skušate tako, kot ustreza vam, aktivno porabiti tisti del odvečne energije, ki se odlaga v maščobne blazinice in vas tišči v pas. Bodite svoj najboljši zdravnik, tako da si prisluhnete. Če vam je na primer postavljena diagnoza artroza, napovedano slikanje in omilitev bolečine z injekcijo, se ustavite in ob vsem tem pobrskajte po knjigah o zdravi prehrani. Morda boste našli odgovor, da je treba s kakšno daljšo kuro jabolk prečistiti kri in se boste tudi z artrozo lažje soočali. Torej, vabljeni, da se mi pridružite na komunikacijski delavnici, komunikacijski trening za hujšanje. Osnovo črpam tako iz 30-letnih izkušenj, znanj in veščin komunikacije in seveda svoje lastne izkušnje razstrupljanja telesa in duha. Oktobra lani sem opravila 21-dnevni post, ga popisala v tejle knjižici s ključnim poudarkom prisluhni si. Srečno in do snidenja.